Čakajoči novinarji bi lahko rezali napetost v zraku, ki jo je bilo med vladnim obiskom Gorenjske čutiti po razglasitvi padca nepremičninskega davka. S polurno zamudo in namesto, da bi se posula s pepelom, predsednica vlade pove: Očitno ima naša vlada to smolo, da mora neprestano reševati probleme, ki so se zgodili v preteklosti. Ne bom prevzela odgovornosti za slab, neustaven zakon, ki ga je pripravila prva vlada Janeza Janše in na podlagi katerega je zdaj padel še naš, je ponavljala vidno živčna premijerka, ki o svoji odgovornosti. Vlada Alenke Bratušek je odgovorna tudi za to, da v naši državi ni trojke, da smo še vedno suvereni in da svoje probleme rešujemo sami. In te napoveduje bo znova reševala na plečih državljanov, ki so očitno zaman izgubljali živce v kolonah na izpostavah Gursa, pa tudi davkoplačevalske milijone, ki so jih za ta zakon porabili od 2006 do danes. Nažalost, tako kot sem povedala, bodo vse odločitve, ki bodo sprejete, potem bistveno bolj boleče za naše državljanke in državljane in kar se mi zdi še bolj pomembno, manj pravične, kot bi bil davek na nepremičnine. Lahko se jim upravičim vsak dan znova, prosim jih pa, da te evidence vseeno do konca uredijo. Saj je prepričana, nepremičninski davek prej ali slej v Sloveniji bo. Podobno kot šefinja se odgovornosti otepajo tudi njeni ministri. Kdo je po vašem mnenju odgovoren? Zakaj? Za ta fiasko, za to blamažo? Jaz mislim, da ni nobenega fiaska. Da ni noben odgovoren? Ne, da ni nobenega fiaska. Kakšne bodo pa politične posledice, gospod Dragonja? Ne vem. Moram reči, da sem sam na to opozarjal. Mi smo takrat s stisnjenimi zobmi sprejeli ta zakon, zato da ne bi že takrat bila ogrožena vlada. Jaz mislim, da ni to prav velika tragedija, čeprav zdaj plačujemo pravzaprav davk za nekredibilno delovanje tiste prve Janševe vlade. O kakršnemkoli odstopu v tem trenutku govoriti je nesmiselno. Ne vem, ali bo tista opozicija potem odstopila. Zato vsi ministri kot v en glas, ker je padel zakon, ne vidijo razloga in poudarjajo, da bi bilo za državo še slabše kot je, če bi z njim padla še celotna vlada.